Pozdravljeni! Danes se bomo najprej seznanili z delom državnega svetnika Branka Šumenjaka. Kot je obljubil, bo svoje aktivnosti na državnem nivoju v domače okolje posredoval preko tiskovnih konferenc. Najprej je povedal, da se državni svet doslej sestal na 5 rednih in eni izredni seji, ter da so določili višino sejnin, ki bodo znašale okrog 140 evrov. Sicer pa je Branko Šumenjak kot državni svetnik vladi v tem času zastavil 2 za naše okolje zelo pomembni vprašanji. Prvo je bilo namenjeno Ministrstvu za infrastrukturo in prostor v zvezi z gradnjo hitre ceste Ormož-Slovenska Bistrica. Imam tudi tu odgovor ministra, ki pa je nekoliko drugačen, kot se razlagajo nekateri. Jaz sicer tega odgovora, ki so ga oni predstavljali, naša ormoška opozicija, ne poznam. Poznam pa ta moj odgovor, kjer na drugi strani v drugem odstavku tam piše, zaradi navedenega Dars v svojem investicijskem načrtu za leto 2013 predvideva izdelavo novelacije projektne dokumentacije na delu odseka Markovci-Gorišnica. To je odvisno od razvoja poteka umestitve trase in pa nadaljevanje že začetih del na odseku Gorišnica-Ormož. To se pravi, v letošnjem letu ima Dars v svojih investicijskih načrtih tudi nadaljevanje tega dela. Zdaj, to je pač odgovor ministrstva, ki ga je pripravila Marjeta Vozl, podpisal pa še bivši minister Zvone Černač. Zdaj, jaz bom s tem malo počakal, in bom tam po počitnicah, če se nam ni začelo dogajati, pač še enkrat vprašal, ali je to stališče ministrstva ali je to stališče bilo odhajajočega ministra. Tako da to je potem ta zadeva v zvezi s tem vprašanjem. No, drugo vprašanje, ki sem ga postavil, pa je, imate še prej na strani, kjer sem pa vprašal, kaj je z javnimi službami, število zaposlenih v javni upravi in posledično z ukinjanjem uradov. Namreč predvideva se ukinitev ormoškega Gursa, pisarne, in pa tudi ukinitev davčnega urada in pa tudi nekaterih služb celo v upravni enoti, tako da bi nekatere stvari prenesli na Ptuj. Je pa posledično temu bilo moje vprašanje tudi, ker me ljudi sprašujejo, kaj pa z inšpekcijskimi službami, ki pa ne izvajajo tistih nalog in del, ki jih imajo. Namreč mi, če pogledamo malo po našem okolju, še vedno imamo preveč tega v naravi, inšpekcijske službe, če karkoli jim poveš, se ponavadi naredijo, da niso pristojne in o tem nočejo niti vzeti tega recimo na znanje ali pa obravnavati, in zato sem vprašal ravno na primeru 2 kmetijskih inšpektorov. Kaj delata 2 kmetijska inšpektora v Ormožu? Ker je zelo čudna zadeva, da sta v Ormožu 2 kmetijska inšpektora. Tako da na to čakam odgovor. V nadaljevanju se je državni svetnik Branko Šumenjak dotaknil še aktualnih tem iz lokalnega okolja. Opozoril je na, po njegovem mnenju, destruktivno delovanje domače opozicije, ki deluje pod vodstvom svetnika Vilija Trofenika. Za tega gospoda glavnega akterja se spomnite, da sem nas na zadnji novinarski konferenci z podpisi 10 svetnikov občinskega sveta pozval k odstopu. Ta poziv še vedno velja, je aktualen. Gospod še vedno ni povedal, ja profesor, ni profesor, diplome ni pokazal. Govoril je na novinarski konferenci dvoumno, tako da nismo vedeli za to. Jaz sem si pridobil še en dopis Zaresa, kjer pa piše, da so oni, kar so lansirali na svojo internetno stran, dobili od njega. Tako da, če gospod ni profesor, potem je lagal. To je dejstvo. Tu ta dokument to jasno piše, v drugem odstavku, mislim, da piše, podatki pripisane kandidatu na volitvah in objavljeni na spletni strani so identični podatkom, ki so bili v vložitvi kandidatnih list posredovanih Državni volilni komisiji. Podatkov si seveda nismo izmislili, na kakšen način administrativno gledano pa smo takrat pridobili te podatke, tega nimajo, smo pa podatke zanesljivo pridobili od kandidatov samih, to se pravi, da so jih oni dali. Poleg tega pa so morali pred oddajo kandidatnih list preveriti tudi podatke, ki jih je potrebno predložiti kandidaturi. Tako da
je ta dokument zdaj tisti, ne, ki pa ga do kraja postavlja na vaš. Ne. In je zdaj tudi potem čas, da gospod resno razmisli o tem, ali je še primeren za to, da hodi na občinske seje in pljuva po vsem, kar se mu znajde na poti, ali pa da se odpravi v penzijo tam, kjer mu je pač mesto. No, glede tega bi povedal še to, ne, da je takrat, ko po tisti novinarski konferenci se je oglasil tudi vodja svetniške skupine, gospod Podgorelec, in da je takrat rekel, da v tem trenutku v svetniškem klubu ne želijo še o ničemer izrekati ali se komu pridružiti pri pozivu k odstopu člana kluba Vilija Trofenika, ne, ker jaz sem tudi takrat njega pozval, da razmislijo, ali ga ne izključijo iz tega kluba, glede na to, da je pač moralno in sporen, ker so si nadeli ime civilno gibanje za etično osveščanje občine, ne, in takšen človek pač ne paše. Zdaj so sicer spremenili ime, ne, glede na tisto, kar ste videli na zadnji seji občinskega sveta, so vložili amandmaje pod starim imenom, se pravi zares lista za občino Ormož, ne več pod tem. To se pravi, da so zdaj ugotovili, da je vodenje tiste seje, ko sem jaz vodil, bilo čisto v skladu s pravilnikom in da si res ne morejo nadati imena, ki si ga kar želijo. Ne. Tako da bi glede na to, kar so vse govorili takrat, ne, pa pljuvali tudi po meni, pa govorili, da sem jih vzel kaj, zvem, ustavne pravice in kaj vse bi pričakoval človek vse upravičilo. Ampak od takih ljudi tega jaz pač ne pričakujem, ker pač tista njihova etika pa morala, ki jo imajo, temu ne parira. No, takrat je gospod Podgorelec povedal, ne, da ko bodo oni oblikovali stališče, bodo za nasvet prosili podžupana Šumenjaka, ki je v času, ko je potreboval politično podporo, nenehno pojavljal v družbi poslanca Mariniča, pri katerem gre za isto problematiko verodostojnosti. Ne. Gospod Marinič je odstopil kot poslanec, ne, zato zdaj pričakujem tudi, da bo odstopil gospod Trofenik in pa da ga bojo izključili iz tega njihovega kluba. Toliko o tem. Ne. Sicer pa tu Trofenik v tem članku tudi govori, ne, da se je odpovedal sejninam. On piše, na sejo hodim v svojem prostem času ter na svoje stroške. Na mesto sejnin, ki sem se jej odpovedal. Nikoli se ni gospod Trofenik odpovedal sejninam, ne, vsaj uradno, ne. Ampak noče dati občini podatkov o svojem transakcijskem računu, da bomo lahko sejnine nakazali. To je vsa zgodba. Ne. To pa ni odpoved sejnine. Ne. On bi moral dati pisno na občino, potem, da se sejninam odpoveduje. Tako da, še ena laž, ne. Gospod Trofenik zgleda je pač človek, ki razlaže. Na koncu zaključil, ne. Tako pravi državni svetnik Branko Šumenjak. Minuli petek je Svetniški klub za etično in osveščeno občino Ormož Sonce Prlekije in Lista za razvoj občine Ormož spet klical tiskovno konferenco, kjer so predstavili ugotovitve Ministrstva za infrastrukturo in prostor v nadzoru zakonitosti o odloku o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Ormož. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bi namreč naj bilo že lani oktobra opozorjeno na odloke v zvezi z odmero komunalnega prispevka v občini Ormož. Ugotovljene naj bi bile nekatere vsebinske pomanjkljivosti in tudi zakonitosti v zvezi s obračunom pridobljenih sredstev Evropske unije in obračunom stroškov. Pomanjkljivost pa bi se naj kazala, kot je povedal svetnik Vili Trofenik, v združitvi obračunskih območij krajevnih skupnosti Velika Nedelja in Podgorci. Ministrstvo je občino opozorilo, naj te pomanjkljivosti odpravi v roku 45 dni. S tem, da Vili Trofenik trdi, da so nepravilne vse odločbe za odmero komunalnega prispevka od leta 2007 po vsej občini, ker so merila za oprostitev v nasprotju z zakonom, kakor tudi razmerja med tlorisnimi površinami zapisana v odloku. Vili Trofenik je opozoril tudi na zapisnik o inšpekcijskem pregledu poslovanja sredstvi državnega proračuna v občini Ormož, ki ga je pred kratkim na tiskovni konferenci predstavil župan Alojz Sok. Najprej je Trofenik povedal, da se inšpekcija ni zgodila zaradi prijave strani opozicije, da pa je v finančnem poslovanju občine marsikaj narobe.
Javnost, da naj ne bi poznala pristojnosti Urada za finance, ki je upravljal inšpekcijski pregled. Ta, kot pravi Trofenik, je pristojen samo za nadzor tistega dela občinskega proračuna, ki se financira iz državnih ali evropskih sredstev. Povedal je, da so javnosti bile zamolčane nekatere ugotovitve inšpekcije. Kot pravi, občina recimo ni opravila prevzema gradbenih del pri modernizaciji lokalnih cest in javnih poti v skladu s podpisano pogodbo, da so lažno evidentirani prejemi garancij, namreč izvajalec jih sploh ni uspel pridobiti. Končno, na opozorilo inšpekcije, pa je prinesel garancije od neke hrvaške banke. Sicer pa inšpekcija po mnenju Trofenika ni hotela ali ni ugotovila še vrsto nepravilnosti. Od grajske pristave, glasbene šole do sprejemanja dokumentacije v občinskem svetu in obračuna sredstev za odlagališče Dobrava. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ormož v sodelovanju z Gimnazijo Ormož in Območnim združenjem slovenskih častnikov Ormož izvaja mladinski vojaški zgodovinski raziskovalni tabor. Začeli so januarja in bo trajal do konca šolskega leta. Tabor poteka v 2 skupinah po 9 dijakov, dobivajo pa se vsako drugo sredo in vsak drug petek po 2 uri. Tabor deluje z namenom mladim približati obdobje priprav in vojne za Slovenijo 1991. To, kar se je zgodilo pred nekaj več kot 22 leti, je generaciji, ki je dala ta čas skozi, nekako samo po sebi umevno. Ko pa se srečamo z mladimi, se pravi zdaj bi rekel že z drugo generacijo, ugotavljamo, da ti mladi ljudje o dogodkih iz leta 90 in 91 pravzaprav ne vejo skoraj nič. Tisto, kar so nekje slišali, pa utegne biti v precej izkrivljeni podobi. Se pravi, ali nekdo to daje skoraj v nič, ali pa imajo priložnost slišati nekoga, ki to lahko precej nepooblaščeno napihne. Zato smo se že pred 4 leti odločili v Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Ormož, da skupaj z Območnim združenjem slovenskih častnikov Ormož organiziramo takšen tabor. In seveda izključno s ciljem, da mladim damo priložnost, da na izviren način zvejo tisto, kar je prav, da vejo o pripravah na osamosvojitev, se pravi o letu 90 in tisto, kar se je dogajalo v letu 91, ker zelo pogosto tudi Ormožani nekako odrinejo na stran, da smo bili na samem začetku vojne najbolj na tarči. In da je statistično ugotovljeno, da je na Ormož bilo leta 91 izstreljenih več tankovskih izstrelkov kot v celi drugi svetovni vojni. Pa vendar nihče ne oporeka, da je druga svetovna vojna bila, kar se Ormoža tiče. Medtem ko seveda v Sloveniji nekateri, zlasti tisti, ki jim to bi bila voda na mlin, želijo nekako minimizirati dogodke v letu 91 in zato ne bi želeli mladim prodajati nekaj zapakirano v kakšen celofan, ampak jim omogočiti, da spoznajo dogodke, da pri tem upoštevajo določena merila, ki veljajo v zgodovinarski stroki in seveda, da se ob tem imajo prijetno. Da ne bi mi s tem mogoče vsiljevanjem našega pogleda mladim poskušali vtisniti pečat, ki bi jih potem lahko po nepotrebnem obeležil za kakšen del življenja. Na drugi strani pa bi seveda želeli privabiti mlade, da z nami sodelujejo, da spoznavajo to obdobje in da se imajo tudi lepo. Udeleženci tabora tako spoznavajo vlogo teritorialne obrambe občine Ormož, potem razmere, ki so vladale v Jugoslaviji tik pred osamosvojitvijo in vojne dogodke v Ormožu, Središču ob Dravi in na Kogu.
Spoznavajo orožje, s katerim so se pripadniki teritorialne obrambe upirali veliko močnejšim silam Jugoslovanske ljudske armade. Pogovarjajo se s udeleženci vojne iz vrst teritorialne obrambe, potem iz milice, gasilcev in z ljudmi, ki jih je vojna prizadela. Mladinski raziskovalni tabor poteka pod vodstvom Mirana Fišerja v prostorih kluba veteranov območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ormož in na terenu, na lokacijah, kjer so se odvijali vojni dogodki. Organizatorji tabora so z udeležbo zadovoljni. Z udeležbo tega tabora z dijaki gimnazije Ormož smo zelo zadovoljni, saj jih tabor pohaja med 18 in 20 udeležencev tabora. Koliko jih pride v eni skupini? Skupine so dogovorjene za sredo in petek. Imamo razdeljeno, da bi jih ne hodilo vsakšno skupino po 9 udeležencev, ampak ker imajo učenci še pouk, včasih kdo ne more, potem pride v sredo ali pa v petek. Po takem skupine so stalno polne, ampak včasih en dan jih je, v sredo jih je malo več, pa v petek manj ali pa obratno. Kako ste sploh mlade navdušili za prihod na tabor? Ja, lansko leto smo s predsednikom Fišerjem predstavila ta tabor, ki smo ga že tudi v prejšnjo leto izvajali na gimnaziji Ormož. In na osnovi predstavitve tega tabora so se dijaki odločili prostovoljno, kdo bo pohajal ta tabor. In za konec tabora seveda pripravljate tudi zbornik? Ja, na koncu tabora bomo pripravili z dijaki zbornik, kjer bo opisano vso delo, vsi dogodki, ki so se na taboru dogajali, in ta zbornik se bo predstavil na zaključni prireditvi, kjer bodo prisotni tudi profesorji gimnazije, vsi udeleženci tabora in vsi gostje tabora. Dijaki imajo kar nekaj razlogov, zakaj se tabora radi udeležijo. Zato, ker je zelo zanimiv, potem tudi je zelo poučen in mislim, da je enkratna priložnost, da izvemo veliko o osamosvojitveni vojni. In kdo te pravzaprav navdušil, da prihajaš na ta tabor? Ja, pač profesorca nam je predstavila ga in pol sem videla tu dobro možnost, da še utrdim svoje znanje iz zgodovine. Za tabor sem se odločila zaradi tega, ker me zanima, kako je potekala vojna za osamosvojitev Slovenije, pa tudi predvsem za območje Ormoža. No in kaj recimo ti je to vsega do sedaj bilo najbolj zanimivo? Zelo mi je zanimivo celoten potek tabora in pač predavanj, ki jih smo deležni. Zelo v redu pa je tudi to, da lahko hodimo po terenu in si ogledujemo tudi na samih prizoriščih, ki so se dogajali. V šoli pri pouku zgodovine imate kaj snovi iz te osamosvojitvene vojne? Pri pouku je tudi nekaj te snovi, vendar zelo malo. Verjeti je, da bo zbornik, ki ga bodo udeleženci pripravili za zaključek, pravo bogastvo informacij iz časa osamosvojitvene vojne in spomin na prijetna doživetja v taboru. Moški zbor Dobrava, ki deluje znotraj kulturno-športnega društva Dobrava, letos praznuje 20-letnico delovanja. Častitljivi jubilej bodo obeležili s kulturnim dogodkom 19. aprila ob 19:30 v Domu kulture. Zraven smo bili na eni izmed vaj. Tam, kjer se čuje pesem, slavičko lepa mila, tam poleg tega gaja stoji domača hiša. Moški pevski zbor Dobrava je pred 20 leti bil ustanovljen kot oktet. Takrat je oktet deloval pod vodstvom Francija Magdiča, ki se začetkov rad spomni. Ja, bili so zanimivi. Prvo smo se dobili dobravski dečki, ki so mene povabili kot zborovodja in smo prvo pesem, ki smo zapeli na Dobravi, to je bilo za drugo srečanje vseh Dobravčanov in smo tam zapeli v oktetovski zasedbi. Potem pa je zrasla ideja, da povabimo še druge pevce, ki so pač nekdaj peli v moškem pevskem zboru. In takrat je nastalo pač ta moški pevski zbor, ki se je razvil potem v kulturno društvo.
No in kako se spominjate tistih začetkov, je bilo težko? Bilo je zanimivo, sem imel kar solidne pevce, tako da so bili zagreti. Bilo je zanimivo, imeli smo tudi 2 terensko vaje, kaj zdaj več nimamo, da se težje skupaj dobimo. Je pa bilo lepo, moram reči, lepi začetki so bili. No, kaj pa izkušnje kot zborovodja? Je bilo težko uvesti te dobravske fante? Ja, prva izkušnja je bila moja, največja, To je bilo moj začetek zborovodstva sploh, Ker jaz prej še nisem bil zborovodja, pel sem v različnih zborih, zborovodja pa še nisem bil in to je bila ena velika izkušnja za mene. In pevci, moram reči, ko so me kar dobro sprejeli, smo potem en drugega dopolnjevali, tako da je bilo zanimivo. No in kako ocenjujete ta čas, koliko je zbor v tem času napredoval, recimo od okteta pred 20 leti? Ja, gledajte, takrat, ko smo začeli, so tudi ljudje bili malo mlajši in smo tudi lažje neke stvari se naučili, so hitreje dojemali. Sedaj pa, bom rekel, smo na nekem nivoju, ki ga ohranjamo, probamo ohranjati. Tako da zbor je od začetka bil tisti povojih, rečemo, ampak smo v par letih kar napredovali. Potem pa s prihodom novega zborovodja, to pomeni Jožeta Barinturice, pa mislim, da kar konkretno držimo še neki nivo. Po 7 letih je nalogo zborovodje prevzel Jože Barinturica. Tako zbor vodi že 13 let, kar pa glede na njegovo izostreno uho zborovodje tudi najbrž ni slučajno. Ja, pravzaprav pri teh fantih z Dobrave ni bilo treba nekih posebnih izkušenj, ker jaz sem imel izkušnje pravzaprav že od vodenja iz prejšnjega časa z drugimi zbori, ki sem jih imel predtem dost. Sem pa seveda moral za njimi malo drugače začeti, ker kljub temu je mentaliteta pa karakter pevcev od zbora do zbora različen, tako da sem rabil tudi nekaj časa prilagajanja, čeprav sem jih že odprej poznal. Kako pa ocenjujete, kako napredujejo, kako pravzaprav sodelujejo na vajah? Ja, mislim, da letos, ki je 20-letnica zbora, sem neki svoj pečat mali verjetno doprinesel zraven k temu. Izhodišče je bilo dobro, zato sem se tudi odločil, da prevzamem ta zbor in seveda po svojih močeh sem poskušal še čim več iz njih potegniti in zbor oziroma koncert ob 20-letnici bo pokazal, koliko smo bili pri tem uspešni. No in kakšen repertoar ste za praznični nastop pravzaprav pripravili? Ja, za tale jubilejni koncert ali praznični nastop ob 20-letnici smo pripravili pravzaprav retrospektivo iz vseh teh 20 let. Ne ravno vse pesmi, ampak tiste, bom rekel, vrhunce iz prejšnjih let, plus, da bomo imeli polovico koncerta bolj v resnem tonu, izvedeno se pravi bolj seriozno, medtem ko drugi del koncerta pa bo nekje bolj sproščenem ozračju in proti koncu seveda, ne čisto sproščen, ampak še zmeraj v mejah zborovskega petja. Za 20 let pripravljamo en miks prave pesme, ki bo glavna nosilka večera, potem pa tudi nekaj iz dramske skupine. Moški so si zaželeli, da smo gostje na tem večeru, dramska skupina, ne pa neka tuja. Čeravno slišim, da bo tudi nekaj presenečenja z glasbenim vložkom. Upamo, da nam bo to uspelo. Drugače pa pesmi in pa nekaj besede v obliki skeča z takimi odlomki, ki niso čisto nove, ki jih je že naša publika videla. Upam, da se bo izpomnila, ko bo prišla k sem in bo nas pogledala. No in kdaj bo torej ta velik dogodek? Ta velik dogodek bo 19. aprila, v petek je to ob 7:30 zvečer v tej dvorani v Domu kulture v Ormožu. Verjeti je, da Dobrovčani pripravljajo zanimivo prireditev, takšno, ki bo znova navdušila, sploh pa mnogim popestrila pomladne dni. Vabljeni. V prostorih grajske pristave v Ormožu je od pred kratkim na ogled razstava slikarke Zlatice Beci iz Radencev. Razstava je ena izmed tistih, ki vas bo razvedrila in navdala z optimizmom. Na ogled bo do 6. maja. Zlatica Beci se je rodila na Ptuju, kjer je preživela tudi otroštvo in čas šolanja. Že takrat je verjela, da bo slikarstvo enkrat njen poklic. Tako da ni omahovala, ko se ji je pri 20 izkazala možnost, da se posveti izobraževanju iz slikarstva. Odpravila se je v Ravensburg, kjer je preživela 5 let, v tem času pa je končala tudi dopisno likovno akademijo v Parizu. Tudi svojo prvo samostojno razstavo je že leta 1974 imela v Ravensburgu. Po vrnitvi v domovino pa so se razstave kar vrstile.
Ampak želja po izobraževanju je ni nikoli popustila. Tako se je leta 2005 odpravila v Kanado, kjer se je izobraževala 3 mesece. Svojo likovno ustvarjalnost je sicer začela s oblikovanjem in izdelovanjem svilenih modnih dodatkov, kot so rute, šali in kravate. Šele nato je svoje ustvarjanje razširila na platno. Laik težko opiše njene slike. Enostavno rečeno, razvedrile vas bodo, ogrele, predvsem pa očarale tako, da boste še dolgo dobre volje in polni optimizma. Zlatica Beci uporablja sončne barve in različne tehnike. Opaziti je tudi številne neravno slikarske materiale. To delam različne tehnike, od špahtlov za špahtli ali pa z raznimi drugimi materiali, ne samo z akrili, z raznimi vezivi in podobno. V glavnem razstavljala sem že po celi Sloveniji, pa tudi zunaj, na Dunaju, na avstrijski televiziji ORF, pa tudi v Avstriji, v Radkersburgu, v Alberajnu, tam dostikrat imam razstave tudi. Kaj hočem reči, želim si še bolj navzven iti z mojimi slikami. Sem že lani imela povabilo za ven, za Monako, samo nisem imela sredstev, ker zahteva to veliko denarja, 10 000 evrov, če hočeš iti ven. V glavnem pa delam to, kar mislim, da mi veleva moja notranjost, oziroma da se izživljam na ta način, da prikazujem pač bolj barvno kot strukturno. Seveda, kdor to razume, pač na svoj način si to razlaga. Zlatica Beci danes živi in ustvarja v Torjancih pri Radencih. Ja, imam svoj atelje v svoji hiši, v gornji etaži. To je na 100 kvadratnih metrih, imam lepi atelje, potem imam pa še en atelje v hotelu Radin. Tam imam pa tudi predstavljene slike, da lahko kdo pokliče, se izbere, pride po naročilo, tudi kaj naredim. Tako da v glavnem se vidi, tudi imam na portalu, tako da se vidi. Pa beseda nanese tudi na položaj slikarjev v teh kriznih časih. Zlatica Beci pove. Zelo težko. Mislim, da taki časi, kot so trenutno, res so zelo neugodni. Prvič zato, ker tudi ljudje nimajo nekak interesa, da bi pogledali si dobre stvari, recimo, ali pa mogoče jaz to ne vem. V glavnem vidim, da se zelo upada, tudi ko sama grem na druge razstave, vidim, da je zelo malo ljudi. Ne, da ne je bilo interesa, ampak je trenutno taka situacija, da ljudje nimajo denarja za najosnovnejše, ne pa potem za slike. In glede na to pač razumem to tako. V ormoški grajski razstavi je na ogled 35 likovnih del Zlatice Beci, ki si jih lahko ogledate v delovnem času muzeja, pa tudi sicer po predhodni najavi. Dela bodo na ogled do 6. maja. V organizaciji Ormoške izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti sta minuli teden bili 2 srečanji. Sredi tedna so se v Ormoškem domu kulture predstavili mladi plesalci. Tako je na plesnih migarijah, kot se imenuje območno srečanje otroških plesnih skupin, nastopilo 7 skupin. Najprej se je predstavila plesna skupina Pikini prijatelji iz Ormoškega vrtca, ki je nastopila s plesno miniaturo Veverice. Plesna skupina Metulji iz osnovne šole Ormož pa se je predstavila kot Zaspane živali. Plesna skupina Luna, prav tako iz osnovne šole Ormož, se je predstavila s plesno miniaturo Grdi raček. Tudi navihanci iz podružnične osnovne šole Kok so nastopili, svoj nastop pa naslovili Povezani. Srednja plesna skupina osnovne šole Ormož je svoj ples odplesala v modernejših ritmih. Dance Party so naslovili svoj nastop. Murni iz podružnične šole Kok pa so se predstavili kot razigrani Pink Panterji. Starejša plesna skupina osnovne šole Ormož pa je za konec odplesala še miniaturo Live Your Life. Nastope plesnih skupin je spremljala strokovnjakinja Tina Dobaj-Eder, ki, da zbere najboljše od dobrih, ki se bodo udeležili regijskega srečanja otroških plesnih skupin, ni imela lahkega dela. Minulo soboto pa je v Sokolani v središču ob Dravi potekalo močno srečanje odraslih folklornih skupin. Srečanje je minilo v prisotnosti številnih ljubiteljev folklore in tovrstne kulturne dediščine. Na srečanju je nastopilo 5 folklornih skupin.
folklorna skupina kulturnega društva Obrež, folklorna skupina Metla kulturno-turističnega društva Miklavž pri Ormožu, folklorna skupina kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Tinje, folklorna skupina kulturnega društva Podgorci in mladinska folklorna skupina Potkev kulturno-turističnega društva Miklavž pri Ormožu. Nastope folklornih skupin je spremljala Valerija Žalik, ki pravi: Danes smo videli tukaj na odru veliko mladih plesalcev, kar si v bistvu vsi v Sloveniji želimo. Čim več mladih, žal, vemo, da je za ljudsko izročilo manj zanimanja, kot je bilo v preteklih letih na nekaterih območjih. Tukaj na vašem območju pa vidim, da je se strani mladine veliko zanimanja in vsi vemo, da najrajši vidimo mlade ljudi in res to me je danes zelo, zelo pozitivno presenetilo. Nastopi seveda temu primerni, mladostni, prisrčni, poskočni in veseli, tudi veliko mladih glasbenikov sem danes tukaj videla in moram povedati, da smo tega vsi strokovni spremljevalci zelo, zelo veseli. S tem nočem povedati, da starejši plesalci ali pa plesalci srednjih let ne smejo plesati, seveda moramo ljudsko glasbo in bom rekla ljudsko izročilo vsi prenašati in prav mogoče mi, ki smo srednjih let, tudi jaz se štejem med te, nekako poskušamo privzgojiti to ljubezen do ljudskega izročila prav mladim. Tako da sem zelo vesela, ker slišim tudi od drugih kolegov, ki so prej spremljali Prlekijo, Štajersko in tako naprej, da je pač to področje, ki je nekje najbolj številčno, kar se tiče folklornih skupin. In tudi po številu folklornih skupin mislim, da te regije nekje prednjačite, tako da sem vesela, da sem bila nekje dodeljena oziroma da mi je bilo dodeljeno strokovno spremljanje prav na Štajerskem. Še to bi rada povedala, da sem danes slišala tudi veliko petja. Jaz bom rekla, da v mojih generacijah smo še prepevali, starejše skupine prepevajo, mlajše skupine manj pojejo. Danes nocoj sem videla pač, da se je veliko skupin upogumilo, nekateri so bili bolj, bom rekla, pevsko uspešni, nekateri manj, ampak vidi se, da imajo posluh, se pravi, da delajo, da si upajo in jaz upam, da bodo to delali naprej, eni bodo pač malo več še se bolj potrudili, malo več vadili, ampak v glavnem se vidi, da imajo posluhe, da so plesno dobri, tako da jaz mislim, da vse te mlade skupine imajo bodočnost. Vprašali ste me tudi glede številčnosti, veste kaj, mogoče včasih 5 boljših skupin kot pa 10 slabih. Ker je revija potekala v občini Središče ob Dravi, je vse zbrane in nastopajoče uvodoma pozdravil tudi domači župan Jurij Borko, ki je povedal, da je prireditev Diradi Čindara le ena izmed številnih, ki v času 59. občinskega praznika potekajo v Središču ob Dravi. Naslednja prireditev v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti območna izpostava Ormož pa bo srečanje mladinskih pevskih zborov v Veliki nedelji. Od kulture pa k športu. Tudi na športnih terenih se je minule dni veliko dogajalo. Pomlad je seveda k številnim aktivnostim zvabila športnike vseh športnih disciplin. Ostanite z nami. Bi želeli osvežiti svoj dom z novimi barvami? Potem se oglasite v trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič. Ponuja vam široko paleto notranjih in fasadnih barv, ometov ter barv za les in kovino, ki vam izmešajo v najsodobnejši mešalnici barv. Ponuja vam tudi demit fasade, razne štukature in okrasni stiropor. Za avtoličarje ponujajo široki zbor avtoličarskega materijala, navadne akrilne in metalik avtolake, ki vam jih prav tako zmešajo v željenem tonu. V prodajnem programu pa boste našli tudi razna lepila, lake za parket, izolacijski material, fugirne mase, izravnalne mase, kite, akumulatorje, čistila, plin v jeklenkah ter vse pripomočke za domače mojstre. Trgovino Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu lahko obiščete vsak dan med 7 in 17 uro, v soboto med 7 in 13 uro. Telefon 740 01 70. Gostilna Črni ribič v Frankovcih. Za vse, ki si radi privoščite ribje ali druge specialitete, ter se sprostite v prijetnem okolju.
V gostilni Črni ribič je prostora za 70 gostov, v poletnih mesecih pa jih do 30 sprejme tudi terasa. Nudijo vam a la carte različne ribje specialitete, a la carte ostale jedi, malice, kosila, catering, organizacijo porok in abrahamov, izletniška kosila ter še in še. Pričakujejo vas vsak dan, razen ponedeljka od 11. ure naprej, od torka do petka do 22. v soboto do polnoči in v nedeljo do 20. ure. Dobrodošli v gostilni Črni ribič, Jožef Dragarič SP, Frankovci 2A, ob glavni cesti iz Ormoža proti središču ob Dravi. Naj zadiši po morju. Ko se vinski griči ponujajo vsej svoji lepoti in ko žlahtna kapljica polepša dan, glasi vabilo na turistično kmetijo Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu. Poleg odličnih vin, ki jih na kmetiji pridelajo v svojih vinogradih, pa se na turistični kmetiji Puklavec lahko pohvalijo tudi s pestro kulinarično ponudbo, ki temelji na izvirnih domačih receptih. Ponuja čar krušne peči in pristnosti. Tudi odličnih slaščic ne manjka v ponudbi in vsega, kar bo zadovoljilo še najizbirčnejšega gosta. Na kmetiji Puklavec vas bodo z veseljem popeljali na degustacijo vin v svojo bogato založeno klet, vas pogostili pod brajdami, poskrbeli za glasbo in vam končno v svojih sobah za goste ponudili tudi prenočišče, če boste tako želeli. Na turistični kmetiji Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu lahko hkrati postrežejo 60 gostom. Vse informacije pa ponujajo tudi po telefonu 041 916 343. Dovolite si razvajanje in privoščite si sonca med vinogradi na Zasavškem griču pri Puklavcu. Ormoško pivo grelo nas bo, kapljico zlato za dušo telo. Pozdravljeni! Pregled športnih dogodkov z ormoškega konca bomo pričeli z borilnimi veščinami. Člani kluba borilnih veščin Ormož so se minuli vikend modeli na 14. mednarodnem turnirju v Bihaću v Bosni in Hercegovini. Ormožani so nastopili v disciplinah point fighting in light contact. Med 522 udeleženci iz 57 klubov 8 držav je tekmovalo tudi 6 varovancev trenerjev Danila in Milana Korotaja. Skupaj so člani kluba borilnih veščin Ormož v hudi konkurenci dosegli 2 prvi mesti, 4 tretja mesta, 2 peti mesti in 3 deveta mesta. Kar je lep uspeh tekmovalcev, predvsem najmlajših, Lana Kokola in Nejca Korotaja, ki sta šele na začetku svoje tekmovalne poti. Kokol je med mlajšimi kadeti point fighting do 37 kg osvojil 3. mesto. V kategoriji više do 42 kg pa je tekmovanje zaključil na 9. mestu. Korotaj je med mlajšimi kadeti point fighting v kategoriji do 37 in 42 kg obakrat končal na 9. mestu. Dejan Kociper se je v konkurenci starejših kadetov light contact do 52 kg veselil prvega mesta. Med mladinci light contact do 57 kg pa je slovenski reprezentant končal na 3. mestu. Rok Tomažič je nastopil v kategoriji starejših kadetov do 52 kg. Tako v point fightingu kot v light contactu je osvojil 5. mesto. Prvega mesta v Bosni in Hercegovini se je v konkurenci starejših kadetov light contact do 63 kg veselil Žan Tomažič, ki je nastopil še med mladinci light contact do 63 kg in zasedel odlično 3. mesto. S 3. mestom je člane kluba borilnih veščin Ormož razveselil še Mitja Rozman v konkurenci članov light contact do 74 kg. V soboto 13. aprila tekmovalce kluba borilnih veščin Ormož v light contactu čaka 3. in obenem zaključni turnir, ki bo potekal v Novi Gorici. Ormožani imajo kar nekaj kandidatov, ki lahko posežejo po najvišjih mestih v državi. O razpletu tekmovanja v Novi Gorici vas bomo obvestili v naši naslednji oddaji. Sledi rokometni blok. Po kratkem premoru zaradi nastopa slovenske reprezentance v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo na Danskem leta 2014 se je v sredo nadaljevalo tekmovanje v elitnem razredu državnega prvenstva. V Ligi za prvaka je Cimos z zmago 33 proti 27 presenetil vodilno Gorenje.
Visoki zmagi Celja proti Trimu in Maribora proti Krki. Ribnica Sevnica 27 proti 25, Izola Krško 33 proti 29 in Jeruzalem Ormož Sviš Ivančna Gorica 33 proti 25. Gostovali smo na Hardeku. Rokometaši Jeruzalema so proti Svišu osvojili nujno potrebne točke v boju za obstanek v ligi. Začetek tekme ni kazal, da bodo vinarji na koncu slavili visoko zmago 8 točk. Gosti so povedli s 3-0 in gledalci v dvorani so se že spomnili zgodbe, ko je pred kratkim na Hardeku presenetilo Krško. Na srečo je tokrat zgodba za Ormožane imela lepši zaključek. Po izenačenju na 6-6 so niti igre v svoje roke prevzeli gostitelji, ki so zaigrali brez poškodovanega Anžeta Kljajiča. Slednjega sta v obrambi odlično zamenjala Nejc Žmavc in Jaša Rajšp. Ob tem je svoj dan imel še vratar Boštjan Belec, ki je do konca tekme zbral kar 18 obramb. Najvišja prednost Jeruzalema v prvem polčasu je v 3 primerih že znašala tudi 5 zadetkov. Ob tem so Jeruzalemčki zapravili še priložnost za +6, kar so spretno izkoristili Sviškoti in do odmora znižali zaostanek na 3 gole, 15 proti 12. V nadaljevanju boljši domačini, kjer je znova strelsko bil razpoložen Aleš Išmanovič, ki je zablestel po odhodu Jaka Špiljaka v Avstrijo. Najprej je prednost narasla na +7, 21 proti 14, nato na +8, 28 proti 20, sledila je prednost +9, 29 proti 20 in na koncu še 3-krat najvišja prednost 10 zadetkov. V zaključku tekme so dobili minutažo še mladinci. Svoje minute je najbolje izkoristil Davorin Levanič s svojimi prvimi prvoligaškimi goli. Tako je veljala tradicija, da v medsebojnih tekmah Jeruzalema in Sviša zmaguje domača ekipa. Ja, saj že v prvi tekmi so bili veliko boljši od nas. Škoda, da je naš golman prvi Medved obveznosti, tako da ga danes ni bilo. Drugače pa nič, nismo igrali obrambe, v napadu smo preveč zicerjev hvalili in to je pač to. Zaslužena zmaga domačih. Ja, saj zmer je tako, da domačini imajo zmer veliko prednost. Malo tudi zaradi gledalcev, malo za dolge vožnje, tako da poskušali se bomo oddolžiti Ormožu za tale poraz. Drugače pa sej, cilj je izpolnjen v bistvu, da smo ostali v ligi, to je pa to. Trda obramba, to je edini ključ do zmage, to sem že dostikrat povedal, mi se tega zavedamo in danes smo spet dobro igrali obrambo, tako da je steklo tudi v napadu in mislim, da vas sam tak tekme zmagujemo in upam, da bo čim več takih tekm. Jaz upam, da bo čim več takih priložnosti, pa dobro, da bomo vodili, vedno bomo zgubljali, ampak da bo šansa, da mladi pride v igro, ker tako jaz mislim, da s tem tekmom dobijo največ in upam res, da bo še dobro priložnost. Pri zmagovalcih je Belec bral 18 obramb, Šišmanovič je dodal 8, Bojan Čudic 7 in David Bogadi 6 točk. Pri gostih 8 obramb vratarjev in 6 zadetkov Simona Stoparja. Jeruzalem Ormož, Sviš Ivančna Gorica 33 proti 25, polčas 15 proti 12. V soboto 13. aprila ob 19. uri na Hardeku gostuje zasedba Ribnice, ki trenutno zaseda najvišje mesto v ligi za obstanek in ima 4 točke prednosti pred Jeruzalemčki. Ja, jaz mislim, da bo tekmo podobno današnje, če bomo mi pravi, se nimamo koga bati. Jaz sem upam, da bomo igrali tako obrambo, kot smo jo danes. Malo se nam pozna, ko ni Kljajiča, ampak smo tu danes stisnili brez njega in mislim, da bo šlo tudi v soboto. No? Ja, jasno, navijači nam vedno pomagajo in upam, da bo z nami tudi v naslednjih tekmah in hvala jim. Ostajamo na rokometnih igriščih, vendar se selimo na prvobeligaška igrišča, kjer so bile odigrane tekme 18. kroga. Prvenstvo je vse zanimivejše, predvsem boj za obstanek, kjer ni nobene milosti in klubi si ne smejo več privoščiti spodrsljajev. Poglejmo izide. Šmartno Cerklje 40 proti 31, Slovan Grosuplje 38 proti 28, Mokrc X Slovenj Gradec 27 proti 24, tekma Dobova Grča je predstavljena na 26. april, Dol Hrastnik Gorišnica 31 proti 31 in Velika Nedelja Škofljica 29 proti 22. Do izjemno pomembne točke v gosteh pri Dol Hrastniku so prispeli rokometaši Gorišnice, ki bi glede na razplet dogodkov za obstanek v ligi potrebovali vsaj še eno zmago. Varovanci trenerja Sebastiana Oblaka so vodili skoraj skozi celotno tekmo. Za izenačenje in točko je pri domačih poskrbel Domen Hribšek. Vratar Gorišnice Matic Gerčar je zbral 16 obramb. Matjaž Valenko je dosegel 9 zadetkov, za katere je porabil 18 metov. 5 zadetkov je dodal Matej Bedrač, ki je porabil 12 strelov. Dol Hrastnik Gorišnica 31 proti 31, polčas 16 proti 15. Zelo zanimiva tekma, kar se obstanka v ligi tiče, je bila odigrana pri Veliki Nedelji, kjer je gostovala Škofljica.
Pred tekmo so gostitelji bili prikovani na dno lestvice z 8 točkami. Nasprotnik Škofljica je zasedala 10. mesto z 2 točkama več. V prvem delu sezone sta se ekipi razšli z neodločenim izidom in izenačeno tekmo je bilo pričakovati tudi tokrat. V začetnih minutah so bili boljši domačini, ki so povedli z 2-0. Odlično je na golu tekmo z nekaj obrambami tudi 7-metrok odprl vratar Max Dokša. Ta je bil glavni krivec, da je Velika Nedelja v 10. minuti še vodila 4-3. V nadaljevanju tekme pa boljši gostje. Obramba Škofljice je iz minute v minuto bolje delovala in prednost gostov v 20. minuti je znašala 3 točke, 7-10. Na najvišjo prednost gostov v prvem polčasu s 3 zadetki je domača ekipa reagirala z delnim izidom 4-0 in v 27. minuti je Matej Bračič zadel za novo vodstvo Velike Nedelje na tekmi z 11-10. Na odmor sta ekipi učili s poravnanim izidom 12-12. Gostitelji so jo glede na prikazano igro dobro odnesli, saj je Škofljica bila za odtenek boljši nasprotnik v prvem delu tekme, vendar so gostje zapravili kar 4 7-metrovke. Uvodne minute drugega polčasa so minile v šovu prvega strelca prve B lige Dejana Ivančiča, ki je v 3 minutah nadaljevanja 3-krat zadel mrežo Škofljice za vodstvo s 15-12. Prednost na 16-12 je povišal Bračič s svojim 4. zadetkom. Po 13. golu gostov je znova sledila izjemna serija Velike Nedelje, ki je 5-krat zapored zadela mrežo nasprotnika in v 43. minuti povedla že z neulovljivimi 8 goli prednosti, 21-13. Domača obramba je v obdobju 29. do 47. minute, torej v 18 minutah, prejela le 2 zadetka. Obakrat pa je za Škofljico bil uspešen Žiga Regner, zmagovalec je bil odločen. V zadnjih 10 minutah so priložnost za igro dobili vsi igralci s klopi, za izjemo Jureta Zemljiča. Med strelce se v finišu tekme upisala še mladinec Domen Lorenčič in kadet Gregor Hojžar. Velik kamen se nam je odlegal od srca, ampak to je šele zdaj začetek, tako da ta zmaga nas ne smejo spavati. Mi moramo še naprej trdo delati na treningu, tako smo zdaj res 14 dni se trdo pripravljali na nasprotnika. Vedeli smo, da je Škofljica izredno hitra in nevarna ekipa, ampak nekako smo se sestavili in odigrali potem predvsem drugem polčasu tako kot znamo in tako kot se od nas pričakuje in tako kot moramo igrati, če hočemo ostati v prvi ligi. So pokazali pravi karakter, resno so se borili na igrišču v drugem polčasu kot levi in mislim, da zasluženo zmagali. Glede slabega začetka, to pa je enostavno ve se, da se pričakuje od nas, da ostanemo v ligi. To se tudi prenaša in na igralce in to igralci čutijo, čeprav hočejo to skriti, ampak enostavno se vidi, ker mi proti dobrim ekipam, ker nismo pod pritiskom, vedno odigramo na začetku v prvem polčasu veliko boljše, ko pa igramo z našimi neposrednimi konkurenti za obstanek, pa enostavno preveč medlo, preveč v nekem krču, s strahom začnemo tekmo in si sami sebi nakopljamo velike težave na hrbet, ki jih potem moramo reševati. Zaenkrat se nam je to išlo, ampak enostavno moramo nekaj na tem popraviti, ker nas to lahko stane zelo veliko. Te pike so bile zelo potrebne, pravzaprav so bile nuja in enostavno mislim, da bomo tudi vnaprej prikazali še tako dobro tekmo in tudi še s temi našimi neposrednimi konkurenti. Res, da nam zdaj nekako gre razpred bolj na roko, da imamo še doma tekmo v zadnjem kolu tudi proti Grčiji, ki mislim, da bo prav tako neposreden konkurent za obstanek. Kaj pa še druga dobra stvar pa je to, da smo zdaj medsebojno, če se slučajno pojavi, da imamo obe dve ekipe enako število točk, smo medsebojno boljši, ker smo na gostovanjih remizirali. In mislim, da sta to danes bila 2 velika plusa, ta zmaga in potem še medsebojna boljša razlika. In se pravim, to nas ne smejo spavati, to mora biti motivacija za naprej in za delo in da stisnemo skupaj, stopimo še teh 2 meseca, da odigramo te tekme, koliko se le da. Upam, da tako danes v drugem polčasu in potem ne bo straha za obstanek. Še nekaj podatkov za ljubitelje statistike. Domača vratarja Dokša in Tadej Prejac sta skupaj zbrala 9 obramb, Dokša 5 in Prejac 4. Ivančič je dosegel 11 in Bračič 6 zadetkov. Pri gostih 15 obramb Blaža Kacijana in Luka Janežiča. Prvi strelec pri poražencih je s 6 točkami bil Sebastian Obajdin. Velika Nedelja Karera Optil, Škofljica 29-22, polčas 12-12.
Vrnitve v elitno ligo se že počasi lahko veselijo rokometaši Šmartnega, ki imajo 34 točk. Blizu napredovanju je tudi ljubljanski Slovan. Dolhrastnik je 3., Slovenj Gradec 4., Cerklje 5., Mokrcik 6., Dobova 7. in Gorišnica 8. Hud boj za obstanek v ligi čaka ekipe Grosuplja, Velike Nedelje, Grče in Škofljice. V 19. krogu v petek 12. marca Velika Nedelja ob 19. uri gostuje pri Ponosu Koroške in bivšemu prvoligašu Slovenj Gradcu. Gorišnica v soboto 13. aprila ob 19. uri in 30 minut na domačem parketu gosti premagljivi Mokrcik. Učence osnovne šole Ormož v ponedeljek 15. aprila čaka finale šolskega državnega prvenstva v Škofji Loki. To bo 3. zaporedni nastop osnovne šole Ormož na zaključnem turnirju. Pred 2 letoma so v Sevnici osvojili nesrečno 4. in lani v Ormožu 2. mesto. Letos vloga favorita pripada osnovnima šolama mesto Škofja Loka in Trebnje. Ti so tudi še aktualni prvaki. Ormožani se bodo skupaj za učenci osnovne šole Sava Kladnika Sevnica borili za bronasto odličje. Osnovna šola Ormož bo najprej ob 11. uri in 30 minut igrala proti učencem iz Trebnjega, nato ob 12. uri in 15 minut proti domači šoli Škofje Loke in na tretji tekmi ob 13. uri in 45 proti Sevničanom. Barve osnovne šole Ormož bodo na zaključnem turnirju zastopali Dominik Kosi, Rene Rizman, Boštjan Žižek-Cvetko, Tilen Kosi, Rene Plavec, Timon Grabovac, Nino Ulaga, David Lukner, Mario Kuster, Nejc Zidarič, Martin Hebar, Luka Volč, Niko Jovanovič, Aleks Škorjanec in trenerja Saša Prapotnik ter Uroš Krstič. Prav tako velja omeniti, da so si kadeti Jeruzalema po zmagi nad trboveljskim Rudarjem za 38 proti 36 in remijem 28 proti 28 proti Gorenju 2 kroga pred koncem polfinalne skupine zagotovili uvrstitev na zaključni turnir, kar je lep uspeh, saj gre za starostno kategorijo, ki že ima težo. Poleg Ormožanov so si nastop na velikem finalu zagotovili še celjski in koprski rokometaši. 4. udeleženec bo trebanjski Trimo, ljubljanski Krim ali pa Ribnica. Zaključni turnir bo izpeljan v soboto 18. in nedeljo 19. maja. Zaključili bomo z nogometom. Končno je šlo vreme na roko nogometašem v Medobčinski nogometni zvezi Ptuj Superliga, saj so bile odigrane tekme 15. in 16. kroga. Nogometaši Središča ob Dravi so doživeli zmago in poraz. Z 2-0 v 15. krogu porazili Stojnce, v 16. krogu pa klonili s 3-0 v gosteh pri Podvinci. Lokalni rivali Središčanov, Ormožani, so v 16. krogu v gosteh z 2-0 zabeležili zmago proti Hajdini. Dvakrat je bil uspešen Dejan Komljenovič. To zmago zelo zadovoljni. Še nekako sredi tedna se prav ni vedlo, ali bomo odirali tekmo ali ne bomo odirali. Vsi smo že nekako čakali ta začetek prvenstva, kajti se vemo, priprave so neke igrane tekem in prvenstvene tekem, predvsem za nabirne točke, pa vse nekaj drugega. Da se skupaj začne, je pa res, da pa nismo vedeli, zaradi, kot se samo menilo, vremenskih razmer, nismo vedeli, kaj vse nam je uspelo v teh pripravah narediti, kje smo z našo igro in nekako sem res presrečen, da se je skazalo, da smo nekaj naredili. Sicer so še stvari, ki jih je za popraviti, ampak generalno gledano pripravljenosti v redu, tako da smo fanti res dokazali, da smo nekaj naredili in da smo dobro pripravljeni za spodnalski del prvenstva. Moram kar odkrito reči, da najprej nisem bil navdušen na to idejo, tudi sami igralci. Ne, kajti se vemo, umetna trava, če nisi glih navajen igrati na njej, pa se malo trenirati, je velika razlika kot pa naravna trava, ampak na srečo nam je kljub letos omogočil, da smo če ne drugo vse pripravljeni tekmi realno umetni trave, tako da neke, bom rekel, hendikepa ni bilo opaziti. Samo srečanje smo začeli zelo agresivno, kot smo se tudi dogovorili, nasprotnega enostavno nismo pustili, da bi karkoli razvili svoje igre. Mi pa smo imeli kar neke priložnosti, še pred zadetkom smo to tudi zadeli prečko, tudi sam zadetek je bil v roku 10 sekund 2 prečki in potem gol. Žoga nekako na začetku ni letela mrežo, potem pa vseeno je steklo. V polčasu smo tako vodili 1-0 in drugi polčas tudi enako odločno krenuli, silili 11 metrov, s katero smo povedali 2-0 in kar rutinirano z lahkoto obdržali to vodstvo do konca.
V sredo v zaostali tekmi 15. kroga pa je četa trenerja Aleša Jurčeca v športnem parku Mestna Graba doživela poraz 3-0 proti Gereči vasi. Ormožani so tekmo pričeli z 11-terico, Samo Fijavš, Vlado Plečko, Tadej Žinko, Tadej Kolarič, Luka Mlinarič, Kristjan Lah, Dejan Komljenovič, Rok Lah, Damjan Perger in Klemen Zlatnik. V drugem polčasu so priložnost za igro še dobili Mitja Cimerman, Matjaž Hriberšek, Rok Klemenčič, Luka Perčič in Alen Žinko. V šestem krogu so Ormožani v Gereči vasi klonili s 3-0 in tudi tokrat so Gerečani bili premočni tekmec za v drugem delu sezone okrepljeni Ormož. Mladi ekipi iz Ormoža je zbranost popustila v zaključku prvega polčasa, kjer so prejeli 2 zadetka. Najprej v 40. minuti mrežo Fijavža načel Alen Kukot. Izid prvega polčasa 2-0 v prid Gereče vasi pa je v 44. minuti dosegel izkušeni maček Marko Kmetec, ki se je ekipi pridružil v drugem delu sezone. Zadnji, tretji zadetek so gosti dosegli v 81. minuti, znova pa je bil natančen Kmetec. V 83. minuti je po nepotrebnem pri zmagovalcih pordečel Zoran Gavrič, ki je storil prekršek izven svojega kazenskega prostora in sodniku Sandiju Vrbancu z Ptuja ni preostalo drugega, kot mu pokaže rdeči karton. Ormož, Karera Optil, Gerečja vas 0-3, polčas 0-2. Na lestvici suvereno vodi Drava s 43 točkami. Podvinci so za ostankom 10 točk drugi, Gerečja vas je tretja, sledi Stojnci, Središče, Boč, Bukovci, Hajdina, Ormož in Oplotnica, ki je izstopila iz lige. V 17. krogu to soboto 16. aprila ob 16. uri Središčani v športnem parku Trate gostijo Gerečjo vas. V športni park Mestna Graba ob istem dnevu in uri prihajajo nogometaši Bukovc. Toliko za danes. Kot je videti, smo le dočakali pomlad. Še kakšen dež nas bo mogoče poškropil v naslednji dni, ampak v ponedeljek in torek naj bi bilo, kot kaže vremenska napoved, 20 stopinj. In to je pomlad. Veliko sonca vam želimo, pa pridružite se nam seveda čez teden dni. Pa srečno!